Svet se spreminja in tako se spreminja tudi narava nesreč, ki nas hočeš nočeš doletijo, in ta vaja z dolgoletno tradicijo bi se lahko zdelo, da je vsako leto enaka, pa vendarle je vsako leto bistveno drugačna, ker se je pač pri obvladovanju kriznih razmer, ki nastanejo ob takih nesrečah, treba prilagajati sodobni tehnologiji, ki nas obkroža, in seveda ta sodobna tehnologija prinaša s seboj tudi najrazličnejše zahteve. Predvsem je pomembno, da ne gre samo za klasično gašenje, ne klasično gasilsko vajo, ampak da je to pravzaprav na delu celoten sistem kriznega upravljanja, ne le odpravljanja posledic nesreče, ko se odstranijo ali pločevina ali ruševine, ampak seveda tudi obvladovanje posledic, ki po taki nesreči nastanejo za širšo družbo, in to je pomen te vojaške vaje oziroma reševalne vaje. Policija ima tudi ustanovljeno preiskovalno komisijo za preiskovanje velikih letalskih nesreč in pa seveda pri Nacionalnem forenzičnem laboratoriju tudi komisijo oziroma delovno skupino za identifikacijo žrtev množičnih nesreč. Sodelovanje se je še najbolj intenziviziralo po znani letalski nesreči vojaškega zrakoplova Pilatusa, kjer smo imeli nemalo težav o tem, katere pristojnosti ima kdo, ali vojaški preiskovalni organ, vojaška policija, glede na to, da je šlo za vojaški tip zrakoplova, ali je to civilna policija, se pravi kriminalistična policija. Šestnajstič na vaji Zlomljeno krilo, ki je izrasla iz entuziazma preiskovalcev in je potem v teh 16 letih postala neka regijska vaja kriznega odzivanja z posebnim poudarkom na novih tehnologijah in na zaznavanju novih groženj, kot je zdaj na primer v tej vaji, kjer je soudeležen v nesreči transportnega letala tudi letalo na električni pogon. In temu primerno se potem na izkušnjah te vaje potem tudi prilagodijo postopkovniki za prve posredovalce, se pravi gasilce, civilno zaščito, reševalce in pa ne nazadnje tudi za preiskovalce. Danes današnja vaja Zlomljeno krilo je dejansko prikaz sodelovanja z vsemi inštitucijami, ki so pač potrebne pri sami letalski nesreči. Se pravi od samega začetka, kjer nastopajo gasilci, se pravi naša gasilsko-reševalna služba na letališču, do samih subjektov, ki se pač delujejo v sklopu, se pravi od glavnih preiskovalcev za letalske nesreče, pirotehnikov in pa glede na današnjo situacijo, kjer so bili udeleženi, se pravi, plovilo Slovenske vojske z prevozom same opreme. V sami opremi so bili seveda tudi nevarne snovi, kot so rakete, in pa premestitev je bilo pač katapultnega sedeža iz osnovne enote na naše letališče, in pa sami ti sedeži seveda vsebujejo eksplozivne zmesi, ki so precej nevarni za samo posredovanje.